Lep pozdrav še z mojega brega in še posebej lepo pozdravljam današnjo gostjo Tino Dobrajc, eno vidnejših članic Združenja umetnikov Škofja Loka in lahko bi rekel tudi eno vidnejših ustvarjalk na področju slovenskega slikarstva. Pravzaprav si ključna protagonistka sodobnega slovenskega slikarstva. No, še nekaj bi dodal prej. Njena dela so neka zelo zanimiva sinteza kritičnosti, družbene kritičnosti in še seveda nekih elementov, skrivnostnih elementov vzetih iz folklore, slovenske folklore, skratka domače tradicije, potem mitologije, bajeslovja in tako dalje. Je pa res, da njena dela prejeva neko posebno vzdušje, skrivnostno, temačno, malček in neke mračne slutnje so tam prisotne. Poleg samega slikarstva se Tino Dobrajc ukvarja še s scenografijo, skratka z gledališčem in tudi s knjižno ilustracijo. Zdaj, prvo vprašanje bi bilo takole zastavljeno. Pravzaprav je ukvarjanje s slikarstvom oziroma biti slikarka, slikar v današnjem času in prostoru ene sorte anahronizem, danes vendar prevladujejo neki drugi mediji, elektronski, video je na pohodu že desetletja, inštalacije in tako naprej. Zakaj se pravzaprav likovno izražaš s klasičnim slikarstvom? Najprej še pozdravno z moje strani, pa hvala za lep uvod. Po svoje razumem vprašanje, po drugi strani sem pa nekako mnenja o tej, v narekovajih, neki smrti slikarstva govorijo po moje lik že desetletja, če ne že dlje, no. V bistvu nekako s pojavom dejansko, ne vem, prve fotografije se je začelo govoriti o temu zatonu, pa je nekako slikarstvo kar preživelo. Še več se mi zdi, da ravno zaradi cele digitalizacije sveta pa vse, se mi zdi, da je slikarstvo kot medij lih toliko upogljivo, da zmeri lahko najde nek nov izraz ali pa nek nov odgovor na stanje. In zato se mi zdi, da v resnici bi ga lahko gledali kot zastarel medij, ampak kljub vsemu se mi zdi, da je dosti prožen medij, no? Da zna prenesti v bistvu tudi ta nek sodoben čas pa prostor. Skratka, je še upanje za klasično sliko? Jaz sem mnenja, da je. Ampak tvoje slike niso v bistvu zanimive zgolj zaradi formalne plati, tudi ne ustvarjaš zaradi neke močne nuje po izražanju likovnem, ampak gre tlele v tvojih delih tudi za sporočilnost, za neko kritiško držo. Kaj nam pravzaprav skušaš povedati, recimo, čisto nesplošno, kratko? Tako, najkrajše bi v bistvu lahko odgovorila, da nekako sem jaz mnenja, da je v bistvu izjava umetnika skozi njegovo delo, ali je to slikarstvo, video, multimedija, karkoli, da je tisto prvo in važno, ta sporočilnost, ki je sicer, lahko je družbeno kritična, lahko je zgolj odslikava neko realnost, ampak na nek način jo jaz smatram, da zmeri mora biti do ene mere angažirana. Če ni, je meni v bistvu zelo obrtniško naravnana umetnost. Tako da se mi zdi, da v bistvu to neko aktivno izjavljanje umetnika, ki naj bi bil, recimo temu zelo tako romantično rečeno zdaj, pač občutljiv na neke družbene premike ali pa to. Tudi na anomalije. Tako, nikoli se pa ne maram tako zelo izrecno, da bi jaz zdaj tako, ne vem, v stavku dveh povedala, pač to in to sem mislila s tem in s tem, ker se mi zdi, da kljub vsemu se izkušam puščati v bistvu moje slikarstvo dosti odprto, no, za mogoče tudi različne interpretacije, ker sej upam, da jih je mogoče lahko malo več, pa da lahko sliko gledaš iz parih različnih kotov, recimo.
vidikov. S tem popolnoma strinjam, to je večplastna umetnost, no, ampak vseeno so pa glavne protagonistke na teh tvojih slikah ženske, skratka ženske figure, ki mislim, da pravzaprav nekako skušaš obravnavati eno dvojnost, prvič odnos družbe do ženske oziroma samo pozicijo ženske in tisto, kar družba pričakuje od ženske. Na drugi strani je pa recimo ženska sama močna ali krhka. To nasprotje se mi zdi, da skušaš nekako pojasniti oziroma interpretirati. Kaj misliš, a so ženske v kakšni poziciji so v sodobni družbi, so podrejene? Ali, ja, najprej tako zanimiv, ker v bistvu si, ja, če recimo mogoče prej začneva čisto tako upodabljanje ženskega lika, recimo v umetnosti, mi je recimo zelo zanimiv, ker to ima eno tako zelo dolgo, pa na enih mestih tako zelo kompleksno zgodbo v bistvu in ki mi je sicer zelo zanimiva, ker se na podlagi tega, na kakšen način se je žensko telo upodabljalo, v bistvu lahko tudi preslikava družbo tistega cajta, nek duh družbe takrat. In v bistvu skozi večji del zgodovine, sej recimo, če zdaj res govoriva o slikarstvu, je bilo žensko telo niti ne nujno sploh akt, ampak žensko telo je bilo opazovano. Bilo je v poziciji subjekta, ki je tam zato, da ga mi gledamo. In v bistvu pol se je recimo zgodil par takih zelo zanimivih premikov, ne vem, z Manejevo Olimpijo recimo, kjer se je naenkrat ta lik zavedel samega sebe in pogledal gledalca nazaj. In recimo to so meni čisto v zgodovini slikarstva taki zanimivi. Olimpijo tretiraš kot neko prilomno sliko, ja, razstavljeno v Pariškem salonu. Ja, meni se zdi, da je, kakor razumem, je v bistvu tako, je bila tudi tako, mislim, je ljudi dosti šokirala. Lik zaradi tega, na en tak zelo škandalozno. No dobro, tudi zaradi tega, ker je pač risal prostitutke, no, ampak okej. No, ampak so jih že prej. So jih že prej, sem niso vedel. No, niso vedel, recimo Caravaggio, pustimo to, v glavnem. In se mi zdi, ja, da ima nek pač upodabljanje ženskega telesa, ima eno tako zelo kompleksno zgodovino in jo je pač zanimiv raziskovati tukaj zdaj v sodobnem cajtu, ker se mi zdi, da vse je še vedno zelo odprtega dialoga tukaj. Tudi, kar si rekel, v bistvu, kako pač zdaj ženska v družbi, ali pa mogoče zdaj umetnica v družbi. Sicer je to lahko pač pogovor sam zase, no, ampak To se pravi, ali gledaš na pozicijo ženske bolj z tega feminističnega brega, z tega vidika, ali čisto ja, se mi zdi, da je kot ženska v današnjem cajtu je skoraj nujno, da se tako gleda. No? Ker ne vidim, kako bi lahko drugače gledal sploh v bistvu na to. No, no, to je... Mislim, da je ženska še vedno na nek način podrejena in da je prav, da se z tega brega pogleda na žensko problematiko. Ja, seveda, v bistvu tudi kar se tiče zgolj ženskih umetnic, zadeve so, mislim, definitivno boljše, kot so bile. Ampak kljub vsemu lahko mogoče par nekih zadev izpostaviš, ki ti lahko recimo zelo fino pokažejo na dejstvo, da mogoče stvari še skozi niso čisto ravnotežene. Ja, še vedno je stvar v domeni moških. No. Ja, je, ja. In ekonomija in umetnost. Tako. No, že prej si rekla, da tvoje slike, da upaš, da dopuščajo gledalcu različne razlage, več razlag, so zelo enigmatične, tudi spajaš vse sorte elemente, recimo in arhetipske, od križev do recimo nekih elementov iz slovenske folklore, ala avbe, peče,
Tudi harmonika se je pojavil, čeprav je to avstrijski import, ker ni tradicionalni inštrument, na sliki Diva Loka, če se namotim, je zelo zanimiv prizor. Potem je mora prisotna, ki se pojavlja tudi na teh skrinjah. Ampak kako pravzaprav povezuješ to, kako zbiraš te elemente, recimo? Vem, da imaš afiniteto do starin. Pred leti smo imeli eno zelo zanimivo razstavo spodaj tvojo v galeriji Ivana Groharja, če se spomniš Kabinet čudes. Že tam se je videl, da ti je to zelo blizu, ta staroveškost, na katero pozabljamo pravzaprav, na te dragocene izdelke, domače obrti, pa na to našo bogato kulturno-zgodovinsko dediščino. Kako jemlješ ven, po kakšnem ključu? To prilagajaš zgodbici? Kako to? V bistvu se mi zdi, da je tukaj neka taka mogoče mešanca enega vizualnega draža, ki ga pač kot umetnik občutiš v nekih, ne vem, recimo Avba, če odstranimo vso simboliko ali pa ves namen, ki ga ima, je recimo to meni en zelo izredno lep objekt. Če ga vzameš, čist iztrgaš iz konteksta ven in ga pogledaš recimo takega, kot je. Kljub vsemu se pa pač pri nekih teh simbolih, ali so to simboli te, pač, kot si rekel, ne vem, folklorne zapuščine ali pa nekih drugih arhetipov, ali pa recimo, ne vem, pustnih mask pa podobno, se kljub vsemu je treba zavedati enih kako naj rečem, konotacij, ki jih je težko iztrgati tistega prvenstvenega. Ne vem, Avbo, kljub vsemu, težko jo je iztrgati ven, brez da veš, da je v bistvu to dejansko znak, simbol, ki ga ženska oziroma žena nosi na sebi, da pokaže, da je že zasedena. Ker recimo pač take stvari, ali pa ne vem, sej v bistvu ni mogoče sem domena pri ženski folklori, imaš recimo tudi moški, ne vem, da so bili število gumbkov na brezrokavniku je bilo pač premoženje tvoje, ne, pač gumbkov in tako naprej. In so mi pač, ja, zanimive so mi vse te stvari, zanimiv mi jih je pa tudi mogoče iztrgati ven iz tega konteksta, pa ga postaviti v bok mogoče enemu takmu zelo sodobnemu pojmovanju tega, ki mi zelo radi kdaj iztrgamo, pa vzamemo stvari, pa si jih mogoče, ne vem, prilagodimo ali pa naštimamo tako, da nam recimo No. Nekako se mi, kar se tiče vzdušja v tvojih slikah, vzpostavljena paralela z Francetom Miheličem, ki je bil tudi slikar, naš pomembni slikar, rojak. Pravzaprav smo tako rekoč zelo blizu njegove galerije, ki je v nadstropju višje. Tudi on je skušal nekako rekonstruirati slovenski panteon, skratka neko pradavno zgodbo, postaviti v en sodobnejši kontekst. Ampak tudi, če gledam recimo Divo Loko pa ostale motive na to temo tvoje, imam podoben feeling. Da tudi ti skušaš na nek način sestaviti neko zgodbo na bazi htoničnih domen, pradavnih folklorističnih zadev, tako da... Ja, tukaj se mi zdi, da mogoče je pač posredi tudi en tak premislek, ki sem ga mogoče ene par let po akademiji imela, tako, pač mičkan si izvržen ven, pač iz te institucije, ki ti je prej pač postavila neko, recimo, malo bolj tako varnost, recimo temu tako. Pa si pač izvržen ven iz te javnosti, prepuščen sam in malo tuhtaš, malo se iščeš. Tudi sama pot v slikarstvu je recimo mene vodila skozi par različnih, ne vem, in ne vem, sem se tudi matrala z neko abstrakcijo, pa sem se trudila z neko drugačno figuraliko, recimo. Pa se mi je zmeri zdel, da v bistvu ful nisem iskrena v tistem, da to nisem jaz.
In pač pol sem si rekla, dobro, pač stvari, ki so mi blizu, ki me lahko zanimajo tudi izven mojega poklica, zakva pač ne to iskrenost utkati nekako v tvoje delo, pa probati tukaj ven. In recimo, ni bilo pa toliko premisleka za tem, da bi jaz zdaj načrtno šla. Recimo to, kar si prej omenil Miheliča, mi je bilo recimo zanimivo, ker po ful letih sem jaz v bistvu prvič, ne vem, po nekem slučaju dojela, da jaz v bistvu tudi ustavljam noter v slike muzikante. No, kot Mihelič. Ja, ampak pa smo vsi poznali od njegovih grafik, ampak mi v bistvu sploh ni, ker se mi zdi, da so res ene stvari toliko nekako podzavestne noter, da sicer zdaj izgleda, kot da je bilo, da sem se naslonila na nekaj, ampak v bistvu se nisem, sem nekako porazumela. Šele kasneje. Šele kasneje. Mogoče razliko mogoče vidim edin, pa kar mi je pač pri Miheliču tudi fascinantno je, ker v bistvu on, kakor jaz razumem, no vse lahko zelo narobe razumem, ampak da je on je v bistvu čiste vojaške travme skanaliziral skozi like. Ja, mogoče, ampak če se osredotočimo na muzikante. Na muzikante. Je tudi zgodba o tem, kako so ga silali igrati violino. On pa ni bil za to, da bi se učil. In da si ravno je on zelo rad poslušal klasično glasbo v svojem ateljeju, ko je ustvarjal. Ampak da bi pa igral aktivno inštrument, to pa ne. Ja. In mogoče, da je pač te travme iz druge svetovne vojne povezal s tem, s to verzijo do inštrumenta, zato so v bistvu njegovi glasbeniki upodobljeni zelo strašljivi. Mislim, spet pridemo do psihoanalize, tako rekoč. Je v bistvu na nek način. Se tudi jaz razumem v bistvu to fascinacijo z nekimi temi, bom rekla, liki, ne nujno simboli, je nekako tak plus minus odnos, ki ga jaz gojim do tega. V bistvu fascinirajo me te emblemi tradicije, zanimivi se mi zdijo, a kljub vsemu se mi pa zdijo zelo okorni pa zatohli, če jih gledaš z nekega določenega vidika. In v bistvu mogoče lik zaradi tega, ker mi niso toliko enoznačni, me še skozi dražijo, da jih nekako raziskujem, pa uporabljam naprej. No, tako. Prej so se zgovarjali o teh različnostih, ki so prisotne v tvojih slikah. Jaz tudi opažam recimo neke aluzije na krščanstvo, konkretno pri sliki Divjega Loka, ker se mi zdi, da nek ženski lik spominja na Madono z otrokom. Potem na nekaterih slikah so ženski liki, ki spet asociirajo na rimske bakanalije, vsaj nekako tako se jih da tudi doumeti. Potem veliko je pa tudi referenc na filme, ki mislim, da jih kvalitetne filme ala, ne vem, Lars von Trier je siguren avtor, ki te nekako privlači in iz njegovih filmov nesporno tudi jemlješ neko inspiracijo ali ne. So neke stične točke. So, v bistvu tudi, ne vem, rada velikokrat naslavljam slike, včasih je težko v bistvu s temi naslovi in že sam naslov je velikokrat včasih asociacija na, ne vem, glasbo, kaj v tisti trenutek se, ne vem, vrti v ateljeju. Filmi pa določeni režiserji pa si vede, če mi je v bistvu blizu neka atmosferičnost, pa ena estetika, se mi zdi, da včasih, dobro, ta izraz ukradati je tako malo, ampak ja, pač ukradeš ene stvari, ki so ti všeč, jih premelaš in v bistvu z eno mogoče malo bolj svojo izjavo pol ponovno v bistvu bruhneš na nek način. Poleg ženskih likov so pomembni protagonisti v tvojih delih tudi pravzaprav so živalska bitja. Kakšen odnos imaš do živali, na primer? Zakaj jih
tako rada upodabljaš oziroma jih nekako insertiraš v te kompozicije? V bistvu jih vidim zelo podobno, no, kot človeški lik. Ne zdi se mi, pač čistko moj oseben odnos do živali je tako, no, ne vem, pač jaz jih smatram čisto kot enakovredne člane, ki teptamo v bistvu to zemljo. Kar se pa tiče slikarstva, je pa v bistvu tudi celo pač upodabljanje živali je en tak zelo močen žanr, zanimivo je včasih bil tisti, ki so ga smele ženske slikarke slikati, ne vem, da jim je bilo dopuščeno. Da jim je bilo recimo dopuščeno, no. Ampak tako, če pač zelo poenostavim, ne vem, gozdovi, živali in vse to v mojih slikah, takrat sva v bistvu pregovorila, nekako se mi zdi, da sem lahko najbolj iskrena, če slikam nekaj, kar mi je blizu, kar poznam, pa do česa pač gojim nek odnos, no. In pač narava, pa vse to se mi zdi, da definitivno je nekaj od glavnih, no. Ampak če sva že omenjala prej, recimo Larsa von Trierja, v njegovem filmu Antikrist se pojavi lisica. Skratka, lisica je simbol nekega kaosa, pravzaprav. Kako ti dojemaš, recimo, konkretno lisico, ki je tudi na eni sliki, ki imamo v Moškem muzeju, pa medveda, je kakšna razlika, recimo. Ki je tudi zelo močan lik, ki se večkrat druži s temi venakimi. Ja, mal je, ja. Pri lisici mi je zanimiv, če zelo močno zgodovino pa folklor imajo ene določene živali. In recimo pri lisici smo kar nekako bili navajeni, da se je do ene mere je tako zelo negativno. Ne vem, ali je bila, ne vem, pa poznamo fraze, kot so pa zvita ali pa zvit kot lisica to. In mi je v bistvu zanimiv, koliko močno so ene stvari zakoreninjene v nas, kljub temu, da mogoče nismo jih ozavestili ali pa ful pažnje polagali na to, no. Jaz jih sicer ne vidim tako, ampak recimo v primeru medvedov, ki si prej omenil, na mojih slikah so se v bistvu tako začeli pojavljati en tak ena taka zanimiva stvar se je zgodila, meni se zdi, da je bilo 2018, 2019, tako zelo po slučaju, ne vem, pa čisto, kar delamo vsi, ne vem, ob kavi bereš novice in je prišla, takrat je bil nek blazen odstrel medvedov napovedan, tako, ne vem, zelo velikih je bilo, ne vem, čez 200. In v bistvu v istem mesecu je pa Slovenijo doletela tudi zelo velika begunska kriza, ker se je v bistvu, mislim, trumelj ljudi se je pač iz meje valil gor proti nam, no. In se je en tak čuden diskurz v javnosti pojavil, ker na nekem trenutku jaz nisem več vedela, a pa se vi v javnosti, a pa se vi kregate o medvedih, a se vi kregate o ljudeh. Tako, zelo zanimivo je bilo, ker se je nekako hkrati odvijal bolj v smislu, ja, pa sej, mi nimamo nič proti njim, sem pač nočemo jih tukaj. Tako nekako, in se mi zdi, da je v bistvu v tistem letu ta medved postal v bistvu nek ta simbol za enega tega državnega sovražnika, ki je v bistvu še bolj nekako spolariziral družbo na pol. Tako se mi zdi, da se je pač na hrbtu teh nesrečnih beguncev pa medveda so se v bistvu tako mnenja, pač to je čistko zaledje bilo tega medveda, no. Zato v bistvu sem tudi tisto sliko, kjer je ta medved najbolj tak dominanten na sliki, ima v bistvu naslov državni sovražnik. Zelo zanimiva primerjava. V Ribnici na razstavi je bila pa sova, če se ne motim, nekako v ospredju. Bi lahko kaj povedala na to temo, zakaj sova? Ne najbrž kot simbol modrosti? Ali... Ne, niti ne. Zdela se mi je nek tako zelo naravno od prizorov gozda, mogoče noči in podobnega se mi je zdel nekaj tako
včasih so kakšne stvari take zelo likovne rešitve. Sej mogoče take stvari ni najbolj zanimivo poslušati, mogoče se to, ne vem, lahko pač bolj morbiti slikari med sabo pogovarjamo, ampak kdaj je kakšna taka odločitev zelo likovna, v smislu, ne vem, če poenostavim, v procesu slikanja ti v slikovnem polju nekaj ne štima, ali je kompozicijsko, ali je barvno, ali je odnos svetlobe, teme, in v bistvu ta sova mi je na nek način na tisti sliki zelo prav prišla, da sem jaz lahko dobila nek zelo temen, eno veliko temno gmoto na točno tistem delu, kjer se mi zdi, da je pač nekaj šepalo. Pač to so pol kakšne take rešitve, ki so sicer zelo formalne, mislim formalne v smislu čist likovna teorija, reševanje pač suhoparno sicer, ampak ja, no, pač tudi take stvari so, no. Prav ta razstava v Ribanci glede Sove se je pa tudi tako zanimivo v bistvu pač vse poklopilo, ker smo pol v bistvu vzeli naslov razstave, ker smo videli, slučajno se je poklopila datumsko z dnem, ko je vstopil detektiv v Twin Peaks. In pač Sove niso, kar se zdijo, no. Tako pač dobro, no. Mogoče za pač ljudi, ki vejo, pa jim je bilo to blizu, so pač razumeli referenco, če pa pač ne, pa tudi ne, no, vse. V vsakem primeru slika je odfunkcionirala, kot je treba. Ja. No, ampak zdaj, če govorimo o tvojem slikarstvu, potem moramo povedati, da pa občasno pa nadgradiš sliko z kakšnim drugim materialom, da ga insertiraš, recimo, skratka, gre za ene sorte kombinacijo klasičnega slikarstva in asemblažne tehnike. Kako se odločaš za te asemblažne pridatke? Kdaj pravzaprav pridaš kakšni sliki rožo ali pa recimo neko tkanino ali pa plastiko ali kakoli? Kdaj akril ali olje nista zadosti? Ja, saj to je v bistvu tako zelo zanimivo, ker če v bistvu zdaj verjetno drug odgovor lahko ponudim mogoče zdaj, ker gledam malo, ker mogoče zdaj v zadnjem letu sem malo opustila prav to asemblažno tehniko, pa se mogoče res malo bolj čist slikarstvo, ka medij ga probam tako pač malo drugače. In mogoče zdaj gledam za nazaj malo drugače, kot sem takrat. V smislu, od kje želja po upeljavi novega materiala noter. Zdaj se mi zdi, da je mogoče na nek način bila ena taka, po moje zelo nezavedna z moje strani, intenca po upeljavi barve v sliko. V bistvu zelo sem se branila, na nek način je bilo bolj tonsko slikarstvo, kakorkoli drugega. Barve so me delale živčno, imela sem občutek, da jih v bistvu težko nadzorujem in sem se v bistvu zatekla v eno tako zelo udobno polje sivine, recimo noter. Kljub vsemu se mi pa zdi, da sem pol na neki točki pogrešala en vdor barve noter. A je tole ta slika, ki je ena zadnjih? Ja, meni se zdi, da je... Ta cona sivine, mogoče paše v to? Ja, tukaj se mi zdi, da po tej sliki sem zavestno začela malo več barve uporabljati. V bistvu to pol prav pridejo kdaj manjši formati, da ne greš takoj na veliko, ki je tudi ne bolite toliko srce, da zabrišeš stran tisto, če pač ne. Ja, in se mi zdi, da v bistvu z vsem tem tkanjem volne in vse to sem mogoče to praznino filala, ampak to se mi zdi zdaj, če pogledam nazaj. Takrat sem pa v bistvu, no pa se to še skozi sem mnenja, da mi pa je kljub vsemu ta neka dodatna plast na slikarskem nosilcu lahko ponudila še morebiti eno drugo vstopno točko za gledalca noter ali pa branje morebiti. Dejansko še dodatno plastino. Druge dimenzije. Ja. No, poleg slikarstva se ukvarjaš še z delom v gledališču, z gledališko scenografijo, potem si še aktivna kot ilustratorka,
Zdaj, kako izgleda recimo tvoje delo v gledališču? Ker tam je timsko delo, ti si navajena bolj na samotno delo. Kako je to? Ja, lih zato mi je v bistvu mi je zelo fajn, no, da mogoče enkrat na leto ali pa kaj takega izkusim pač tudi en tak projekt, ker se mi zdi, da se zelo, tako kot si rekel, pač zelo je samotno delo, v bistvu pač ti si v ateljeju, feedbacka imaš pač sem mogoče z ljudmi, ki so zraven in je izkušnja pol v teatru lahko še toliko večji šok, ker tam pa nekako ta zelo glasni umetnikov ego moraš pač malo potlačiti za voljo pač predstave, za voljo celotne zadeve in se mi zdi, da kvečem dobro lahko ti prinese to, no. To kot prvo. Pa seveda ukvarjanje z prostorom na enem takmu zelo drugačnemu nivoju, ki ga v bistvu slikar ima pri sliki, no. To mi je tudi tako. V bistvu je pa ta scenografija, v bistvu jaz sem vzela obvezen izbiren predmet na magisteriju, sem vzela scenografijo na AGRFT-ju in nekako od tam naprej, ja, nekako kar redno, no. Malo je bilo... Vsaj enkrat na leto. Recimo, no. Zdaj, če je pač kakšen večji projekt razstaven, se pol mogoče za kakšen let pač malo umaknem, isto recimo pri ilustraciji. Zdajle imam pač en tak obdobje, ko sem hotela malo več časa res posvetiti sem ateljejskemu delu, ko v bistvu tam ti vse ti preseka, no. Recimo, ne vem, 3 meseci se sicer lahko zdijo tako zelo dolgo obdobje, ampak ko si v ateljeju pa ko slikaš, so 3 meseci skoraj nič. Za mogoče razviti nekaj novega ali pa narediti nek nov cikel slik, brez da imaš vmes te presledke, no. Tako da pač probam nekako ravnotežiti te 3 stvari, no. Vsi poznamo zverinice iz Rezije, tudi ti si se spoprijela s temi liki. Bi kaj povedala, kako je to izgledalo, recimo? Ja, ta je bil v bistvu, ja, v Lutkovnem gledališču je pa v bistvu cel ta proces še malo drugačen, kot v bistvu v teatru. Ker tam je pa zelo močan ta tim v delavnici, ki izdelujejo lutke. Te lutkarji so ena taka zelo posebna v dobrem smislu rasa ljudi, no, taki zelo super so. In v bistvu te zverinice iz Rezije, najbolj fajn mi je bilo, ker so nama Maruša King, je bila režiserka, zelo so nam dali proste roke, na kakšen način mi te zverinice pač hočemo speljati. In v bistvu tekom vaj se je pol, ne vem, no, to je pač sem en tak res zelo pozitiven, ne vem, pa zakva ne bi dal volku enega taga pač leder jakne in da bo on tam one lisice pecel. Tako pač ful si lahko in je en tak zelo drugačen način dela, ki je sicer naporen, ki je malo drugače, ko to si ti dejansko vsak dan potem tam na vajah, ker želijo, da če si likovnik, da si pač tam vpleten noter in si pač pol tako, pač zelo drugače, ampak ja, no, tako super, no. Odlično. No, ker smo blizu Miheliča, njegovih slik, sem se spomnil, da si pravzaprav pred leti ilustrirala tudi eno knjigo z naslovom Kurent, ki vemo, da je Mihelič tudi najbolj znan po upodobitvah Kurenta. Kako si pa recimo se lotila lika Kurenta, najbrž si bila malo pod vtisom drugih upodobitev tega Kurenta. Se mi zdi, da je zelo samo svoje izpeljala to nalogo. Pa. Ja, v bistvu je tudi To je bil dejansko prvi moj ilustratorski projekt. To je bil prvenec. Ja, v bistvu. Kar se tiče. Tako da sem, ne vem, zdaj, če nazaj pomislim, ne vem, če sem čist vedela točno kva počnem, ampak nekako... Je bilo bolj instinktivno. Je bilo zelo na instinktu, ja. Je pa v bistvu tudi ta Kurent od Aleša Štegra bil napisan na način, da je to že v sami zgodbi tak zelo nekonvencionalen Kurent. Nekako
kurent, ki je oropan vse te folklorne navlake v bistvu, ampak je zgolj kurent ta neka demonična, pozitivno demonična pojava, ki išče zimo, ki je v bistvu pač ni več, ker je vse ful pretoplo. Tako. Zelo dobro. Ja, tako da je v bistvu že zaradi teksta samega se mi zdi, da sem imela lahko mal širše polje, kjer sem se noter lahko gibala pri sami te, kako kurent zgleda, ker v bistvu tudi tekom zgodbe njemu skozi jemljajo stvari in v bistvu na koncu res ostane čist gol. Si bila dosti svobodna, da si... Ja, zelo, ja. V bistvu po tudi čist, kar se tehnike podala. In vsega tiče, so v bistvu... no, se to je v bistvu, mislim, to smo za mladinsko knjigo delali, so kar pustijo ilustratorjem tam, no. Tako da je to... Včasih je dobro, včasih ti je pa tudi fajn, da ti kdo kakšen okvir postavi, no. Tako da je dober, vse v redu, no, da je balans obojega. Da je stimulacija, adrenalinska. No, potem bi pa še povprašal, novi mediji, a kdaj uporabljaš recimo računalnik pri svojem delu, recimo pri ilustraciji? Ja, pri ilustracijah, da. Kako to zgleda, recimo, če si ne poznajo tega postopka? Ja, recimo, okay, če ne pri recimo ilustracije, v bistvu digitalen medij je zelo fin, sej meni pri ilustracijah, ker ti vseeno ilustracijo ne delaš, no, skoraj noben ilustrator, ki ga pač jaz poznam, da bo šel na nek format. Vseeno je fino, da ti začneš delati na približnem formatu, kot veš, da bo pol v bistvu fizična knjiga, mogoče 15% večji. In zdaj, če ti želiš neke detajle zelo fino narediti, je to na koncu delaš že z čopičem, ki nima, ne vem, več kot 2 dlake. In je, ne samo, da je naporno in za oči in vse, tudi časovno gre zelo preveč cajta, trenutno je pa čisto vse in cel svet, pa tudi založništvo, tebi ne dajo več kot par mesecev za recimo neko slikanico. To se mi zdi, da te časi, ko so ti naše velike gospe ilustratorskega sveta, ki so si lahko vzele cajt, pa delale celo leto eno, pač tega ni več, no. In recimo digitalno to pomeni, ti še skozi v bistvu rišeš, tebi računalnik čistko, da pač približno povem, no, da se razumemo, ne naredi tebi računalnik nič sam. To je v bistvu pač tablica za svinčnikom, kjer v bistvu ti rišeš in si lahko približaš eno stvar, pa popraviš, ne vem, ko si popackal neko zadevo, pa take. No, meni to zelo prav pride. Je dobro pomagalo. Ja, meni je zelo dobro pomagalo. Pri slikarstvu mi pa tudi zna pomagati, kdaj, ko je recimo slika narejena na neki 2/3, pa za eno stvar ali pa mogoče za en utenk nisi čist prepričan in je zelo fino, lahko jo šklocneš, daš na Photoshop, pogledaš, kaj pa če bi bila ta flek tukaj moder, probaš, rečeš pa se to pa še nekako dobro deluje in pač narediš. Prej bi pa, če bi pa pač zgolj bila čist brez tega, lihtak bi naredil, sem bi pač mogel pol barvo dol praskati. Tako, no, čist. Tako da jaz se jih poslužujem, ker se mi zdi, da če se jih vzame za neki, da se jih vzame kot za nekaj dobrega, pa za pomagalo, ne vidim v bistvu nič narobe s tem. Kot pomagalo, ne. Se kot pomagalo so tudi, vermeje v bistvu tudi plonko v perspektivu. No. Pa kamera obskura. Tako. Za svoje delo si prejela kar nekaj, rečemo temu, prestižnih nagrad. Če omenim Smrekarjevo plaketo, pa Jakopičevo priznanje, pa tako naprej. Katera od teh nagrad ti je recimo najbližja, tako ti največ pomeni? Ja, v bistvu Jakopičeva se mi zdi, da je pač to Jakopičevo priznanje za slikarja vseeno ti dosti pomeni zato, ker je stanovska nagrada.
pač to, se pravi, slikarji in vizualci, ki so bili sotijo za svoje delo. In pač se mi zdi, da to je zmeraj eno tako zelo lepo priznanje, v bistvu en tak tap on the back, ki ga pač lahko dobiš, no, tako da sem kar vesela, no. Nazadnje smo se pogovarjali tudi o avtorjih, ki so te inspirirali, recimo bi mogoče navrgla par imen evropskih umetnikov, ki so ti nekako blizu po feelingu ali po sami izraznosti. Ja, v bistvu tako se mi zdi, dobro, so pač eni avtorji, ki imaš občutek, da te tako spremljajo skozi, ampak se mi zdi, da je tako zelo, nekako se pri meni bilo zelo odvisen, kva me je morebiti tisti trenutek malo bolj zanimalo. Ne vem, prej, ko sva v Assemblažu govorila, ne vem, Anselm Kiefer je pač umetnik, ki se lahko po moje od njega zelo veliko naučiš, čisto kar se tiče materialnosti stvari. Te res brutalne materialnosti, pa kva v bistvu material premore. Po recimo čist, ko se mogoče, sem se malo lotevala v bistvu bolj figuralike, ne vem, Lucian Freud, ta v bistvu tudi na nek način brutalno mesenost, ki jo v bistvu lahko pa od žensk, recimo Jenny Saville, take ogromne, res ogromna platna, takih povečanih, tako zelo je meseno vse skupaj, no to me tako. Pol recimo, ne vem, pač Peter Doig je pa en, ki se mi pa zdi, no, da je pa tako ena taka stalnica pri meni, ko se mi zdi, da če mi kdaj zagusti, imam eno monografijo, da najdem tam uteho, no. Tako da to, je pa seveda tudi en kup, da nam zdaj sem pač naših, tudi trenutno mlajših, no, se mi zdi, da imamo kar lep nabor slikarjev. Ja, meni se zdi, da je, ja. Kar se tiče klasičnega slikarstva. Meni se zdi, da je, ja. Mogoče še navržem, da si tudi agilna popotnica, da si obredla že pol sveta. A ne, Da si bila pred nedavnim v Južni Ameriki. Kako ti vtisi iz eksotike pravzaprav vplivajo na tvoje delo? Je to čisto druga zgodba? Podzavestno to deluje? Meni se zdi, da deluje bolj podzavestno. Jaz sicer pač ta stik za toliko drugačno pokrajino je, mislim, pa z drugačnimi barvami, pa z vsemu, seveda po moje prkapa, lahko tudi pač v tvoje delo. Ni pa mogoče nikoli tako namerno prav z moje strani, no. Tisto v bistvu jaz, ja, bolj smatram kot čistko, no, pač ne mogoče to kot umetnica, ampak pač človek, ki je zelo rad vzun, ki je rad v gorah, ki rad hod, tako da to, ja. Korektno. Še eno vprašanje, preden bi počasi zaključili. Kaj trenutno počneš? Kakšni so tvoji plani? Imaš kakšno razstavo, recimo, pripravljaš kaj, je kaj v paci? Ja, v bistvu zdajle razmišljam. Razmišljam, kako že, ja, imam dve razstave, eno imam v Je v Beogradu? Ne, ja, ja, seveda, ja. V Beogradu zdajle imamo v bistvu skupinsko razstavo, to smo 4 avtorji, ki smo v bistvu, ki nas zastopa Galerija Y v Ljubljani. In smo v bistvu šli z eno kar veliko skupinsko razstavo v Beograd, šli smo tudi dol na otvoritev, zelo je bilo fajn. Imam pa drugo leto, spomladi imam v Galeriji Krško. To je v bistvu tista manjša galerija, ki je v bistvu bivša baročna cerkev. Bivša baročna cerkev, kako sem to rekla, no, se razumemo, ja. Ni več sakralnih objektov, poznam to galerijo. Pa v hiši kulture Pivka, potem meni se zdi, da aprilu. Pač skušala bom pokazati nekaj novega, ker trenutno pač še delam.
malo se mogoče, ja, stvari v mojem slikarstvu zdaj tudi mogoče malo spreminjajo. Ene stvari so mogoče malo bolj slikarske, recimo malo bolj slikarski pristop, mogoče se je čist zdaj, mogoče en ta zgodbovni lok malo spremenil, ampak se mi zdi, da v srži je pa še skozi zasledujem, no, pa nadgrajujem to, kar pač delam, že cel cajt. Ja, jaz bi se ti zahvalil za te izčrpne odgovore, za to kramljanje in želim si, da še naprej ohraniš tega uporniškega duha, ki se čudovito razodeva v teh tvojih bitih slikah. Hvala. Tako da Ja, te bom hvala. pa prepustil še publiki, Ja. če bi kdo eventualno tako kaj povprašal. Tako da z moje strani je zadeva Ja, zaključena. prav. Hvala. Hvala lepa. Hvala.